Živel 1. maj. Tovarišice, tovariši, kdor misli, da nas za 1. maj na Rožnik kliče nostalgija, se moti. Pa naj bodo spomini še tako lepi in žlahtni. Na Rožnik nas vodi spoznanje, da boj za človeka vredno življenje ni končan. Vodi nas spoznanje, da smo skupaj močnejši in nezlomljivi. Da nismo le bilance, strošek, podaljšek strojev. Mi smo ljudje, ki delamo in ustvarjamo in si zato zaslužimo človeka vredno življenje. Stoletij in več smo tu nad mestom, ki se je vedno borilo za svobodo, in ni daleč 9. maj, ko si je mesto svobodo tudi izborilo v upanju na boljši in pravičnejši svet. Prav je, da smo začeli druženje z neformalno himno Ljubljane. In prav je, da nas tu, nad najlepšim mestom, nagovori njen župan. Tovariš Zoran, beseda je vaša. Živijo 1. maj, spoštovane tovarišice in tovariši, dobrodošli v tem sončnem vremenu tu na Rožniku, in s partizanskim pevskim zborom je to srečanje vedno bolj prijetno, polno spominov, polno lepih stvari, ki so se zgodili v tej državi, kot da čestitka v vaši obletnici, in gledajte, da boste peli to pesem tudi do svoje 100. obletnice. Danes sem tu srečal nekatere naše predstavnike v Evropski uniji, komisarko Violeto Bulc, je lepo pozdravljam, je veliko naredila za našo državo. Pa tamle tudi zraven sedi naša evroposlanka, ki je dobila menda najvišje mesto po anketi, Tanja Fajon. Čestitke za nazaj in za naprej. In tudi dr. Igor Šoltes, čestitke za nazaj in za naprej. Če sem s koga spregledal z te naše levo-sredinske opcije, ne me opozori, ampak te sem videl, pa pri mojih letih je sploh dobro, da kaj vidim. Ampak, da se lotim tistega, kar sem šlo govorom, bom o mestni občini Ljubljana, o mojih sodelavkah in sodelavcih. Nedopustno je, da kdorkoli poskuša narediti razdor med zasebnim sektorom, med podjetji in med javnim sektorjem. Oboji smo potrebni, oboji delamo
tako za razvoj države, kot za potrebe naših meščank in meščanov, naših državljank in državljanov. In tudi ne morem razumeti, da poskušam narediti razliko med delavci in delodajalci. Kajti uspešne firme, uspešna podjetja, uspešne uprave so le tiste, kjer skupaj delajo za isti cilj. Tako da meni ni roda nikoli reči delu, čast in oblast. Ker v to verjamem, da vsak upravi svoje delo, tisto, kar ga ima, in zato mora prijeti zasluženo plačilo. Lahko bi razlagali o primerjavah. Vodil sem največji gospodarski sistem v državi, Mercator, v najboljših časih, in če si vzamem tisto, kar mi je ostalo najbolj v spominu, poleg 14 gospodarskih nagrad, je to, da so moje sodelavke v trgovinah jokale, ko so me zamenjali. Ampak to je bil tisti odnos, notranji odnos, da vsakega človeka, sodelavca, moraš spoštovati. Vsakemu je treba poiskati možnost, da dobi delo, da ga opravi, in za pravice delavcev se absolutno treba boriti. Ampak ne pozabiti, da ostajajo tudi dolžnosti. Vsak ne opravi svoje delo in naši državi, našemu mestu bo šlo bolje. Zanimivo je to, da ko sem pred 12 leti prišel v mestno upravo, je bilo nekak zgodba, pa saj nam ni treba nič delati. Če kaj naredimo, smo lahko kaj krivi. Danes je situacija popolnoma spremenjena. Mi ta trenutek delamo 200 projektov v korist Ljubljane. Poudarjam, 200 živih projektov. Poglejte, koliko ceste razkopanih. Poglejte si cukrarno. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, vodstvo mestne uprave, podžupani in direktorica mestne uprave smo se odločili, da 5 mladih izpostavimo kot najboljše, nagradimo. Zbrali smo jih soglasno, med 577 sodelavci z sodelavkami. In ko sem jih poklical, da jim čestitam na to, da so pač dobili višjo plačo, je bil odgovor, ja, plača v redu se povišala. Ampak najbolj pomembno je to, da se opazi, da delamo dobro. In to je tisto, ko govorimo o podjetjih. Dobra podjetja so tista, ki na dolgi rok dajo na prvo mesto človeški kapital. Na prvo mesto mora priti človek, vedno. V vsakem podjetju, pa ne bo tudi računalniško, ali pa ne bo trgovina, ali pa ne bo mestna uprava. In dokler bojo te odnosi notranji, spoštljivi, dokler bo ta odnos tako, da je danes tu, da pridejo ljudje dobre energije, ki spoštujemo svojo zgodovino. Jaz ne bom govoril o tem, da smo spravljeni, že dolgo smo spravljeni, ampak to ne pomeni, da bomo dovolili, da se v Ljubljani spreminja zgodovina. Dokler sem jaz na tem mestu, tu v Ljubljani, ne bo spomenikov izdajalcem. Ne bo jih. In glede na to, da je hmalo obletnic smrti maršala Tita, lahko vlečemo paralele. Tisti čas smo bili bolj skromni. Tisti čas nam ni bilo tako lepo, kot danes, da smo lahko vse dobili. Pa bila je pa ena druga stvar, mogoče romantičen čas. Imeli smo perspektivo, videli smo, da bo jutri bolje. Danes pa poskuša nekdo ustvarjati nervozo v državi, ki je res dobra, v državi, kjer imamo odlično šolstvo, v državi, kjer imamo tudi odlično zdravstvo, pa se dogaja to, da zdravniki dajo odpoved. Ja, kam bojo pa šli? A bojo šli vsi čez mejo? Pa ne bi še en pove, ne? Katera država pa nam je lahko za primer v odnosu do delavcev? A je to Amerika? A je to Francija? A je to Kitajska? Zbral sem tiste, kjer so veliki problemi. In moj odgovor je ne. Ljudje v Sloveniji so odlični delavci in tudi svoje delo dobro opravljamo in treba poskrbeti tako za starejše, tiste, ki gremo v penzijo, ki so že v penziji, tam ima moja mama, ki ima 90, pa tasta, ki ima 85, ampak s svojimi 40 in toliko leti dela sta si zaslužila normalno penzijo, da lahko normalno živite. Tudi jaz upam na to penzijo. In treba gledati na mlade, na ki prihajajo. Pri nas ni delitev v mestni upravi na mlade in stare. Dobi priložnost, mladi so hitrejši, so bolj informirani, obvladajo tisti računalnik, ki ga jaz ne obvladam. Mi starejši pa dajemo svojo kilometrino.
Mi dajemo tista znanja, tiste izkušnje iz mest mladih in starih pripelje do tega, da smo samo v zadnjem mesecu dobili 3 nagrade. Ena je bila najbolj varno mesto v Sloveniji, druga je bila najbolj inovativno mesto v turizmu v Evropi in tretja je bila, da smo bili najbolj učinkovito energetsko podjetje, dobili nagrado za prenovo naših šolnih vrtcev. Tako da naj bo ta energija Rožnika naj se preseli čez celo državo. Iščemo tisto, kar je dobro. Bodimo si dobri sosedje. Ne bom govoril o najboljšem sosedu. Tega, žal, mojega najboljšega soseda ni več kot takega, ampak se dviguje. Dajmo iti na evropske volitve. Vsak ne voli tisto, kar mu paše. Ampak pokažimo svojo prisotnostjo, da te, ki bomo izvolili, spoštujemo. Da bojo skrbeli ne za dobro Evropske unije, ki je čudna družba. To, kar se dogaja v Britaniji, to ni bilo za pričakovati. Ampak da bo dobro za našo državo. In še enkrat, slavimo našo svetlo zgodovino, recimo hvala partizankam in partizanom, ki so osvobodili to državo, dali nam priliko, da smo zdaj v samostojni državi. Ki so nam svojim vzgledom pokazali, kaj je pogum, kaj je humanitarnost, kaj je sodelovanje, ko se boriš za svoj jezik, za svojo zemljo. To ne ostane nam v srcih, da mi to delo v drugačnih časih, v časih razprav, debat, nadaljujemo v pozitivni smeri. Tako da vračam se na začetek. Hvala partizanom, junakom druge svetovne vojne, ki so bili na strani zmagovalcev, tisti, ki so premagali največje zlo 20. stoletja. Hvala vsem, poudarjam vsem nam delavcem, ki vsak opravlja svoje delo po svojih močeh, v korist celotne skupnosti. Živo 1. maj in pa delu, čast in oblast. Srečno! Naslednjo pesem, ki jo bo zaigral naš revolucionarni band, je napisal Jani Kovačič. Ja, v nekih drugih časih. Ampak sprašujem pa vas, so kdaj sploh bili drugi časi za delavce? Morda je bilo nekaj desetletij res tako, toda vedno smo morali delati kot zamorci. Tudi danes, ko menda nismo delavci, ko smo vsi gospoda, čeprav skoraj obubožana, ko smo sami sebi podjetniki, da delodajalci ne plačujejo socialnih dajatev, ko smo vse sorte, ko smo prekarci, samozaposleni, vse, samo delavci ne. Ker delavci se upirajo. Toda v drugi pesmi, naslednji, ki jo bo zapel legendarni partizanski pevski zbor, je pravi odgovor na dileme časa. Prosim. Imam roke, imam glavo, imam šole, prodajem tretjino svojega življenja najboljšemu ponudniku, kamorkoli pridem, kamorkoli grem, kamorkoli se obrnem, dela za meni, čeprav jaz lahko delam. Zvečer domov. Kaj naj rečem otrokom? Naj si odrežem roko in rečem, nate, najejte se deca, mlad sem in lahko stojim. Pred pisarnami in uradi, pred socialnimi delami
otroci patronažnimi sestrami in prosim za pomoč podporo in štipendijo, čeprav jaz lahko delam. Svojih telefonov kažejo s prstom, na mladih svet ostane. Ko umremo, dobite vse ostanke, ne prosim milosti, ne vogaj me. Ničesar ne prosim, samo zakaj nas je vedno več na cesti, zakaj v časopisih vedno več gesel, zato da lahko delam. Delam, 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 delam kot zamor, a kaj naj delam? Delam, 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 delam kot zamor, a kje naj delam? Delam, 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 delam kot zamor. Delam, 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 delam kot zamor. Ne, boj ni končan. Celo za tako osnovno pravico, kot je pravica do počitka. Gospoda nam je zamaknila delovni čas iz jutra v dopoldne, nam ga razdelila, samo da nas ima ves dan v pesti. Pridiga o pripadnosti podjetju, to da če zaradi te pripadnosti kuje dobiček, zakaj nam te pripadnosti ne plača? Spet se vrača staro geslo. 8, 8, 8. 8 ur dela, 8 ur rekreacije in zabave, 8 ur počitka. Ja, od dela preko delovnega časa in brez osnovnih pravic se zgolj in samo umira.
danes utrujen. Jutri moram zgodaj vstati. Kljub delovnim naporom in kršitvam omejitev delovnega časa se pojavljajo težnje po 6-urnem delovniku, ki so ga ponekod po Evropi uvedla določena podjetja. Vsi s tem povezani eksperimenti so se izkazali za uspešne. Delavci v krajšem času opravijo isto količino dela, plača ostaja enaka, produktivnost torej naraste. Delavci, ki imajo posledično več prostega časa, so bolj zadovoljni in delovne naloge opravijo v krajšem času. Spet smo na točki, ko je potrebno zahtevati več in to moramo zahtevati skupaj. Ni pomembno, preko kakšne oblike pogodbe delamo, ni pomembno, kdo je naš delodajalec. Delavske in socialne pravice morajo biti skupne vsakemu delavcu in delavki. Naj nas letošnji 1. maj spomni na bistvo praznovanja tega praznika, na zahtevo, ki je aktualna še danes, zahtevo po 8-urni delovniku, na pravico do počitka in prostega časa. Hej, mladina, delavec se sliši tako arhaično, celo umazano, a ne? Geslo, delavci vseh dežel, združite se, pa tako krni vašo individualnost, ki je strašno in. Zdaj smo seveda vsi start-up, zdaj smo vsi podjetni in kreativni, a ne? Ne slepimo se. Če nismo lastniki kapitala, smo lahko zgolj delavci, pa naj se nas imenuje tako in drugače, ali delamo to in ono. Zato vam kličem novo geslo. Delavci vseh generacij, združite se.
Well, get on your feet and enter the streets, singing power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, right on. A million workers working for nothing. You better give them what they really own. You gotta put you down, then we come into town, singing power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, right on. Gotta ask you, comrades and brothers, how do you dress your own woman back home? She gotta be herself so she can hear herself sing power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, right on. Get up, stand up, for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people, right on. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people, right on. Hvala revolucionarni bend. Zamiranjem nacionalnih gospodarstv ter popolno prevlado globalnega kapitala se mora tudi boj spet globalizirati. Kot ste že davno dobro vedela Bob Marley in John Lennon, ki ste ju ravno kar slišali. Toda tudi mi se ne damo. Pišete to človeških laži, Kot stebro svobode, ki v temi žari, sledimo korakom upora duha. ljubujemo času svobodnega sveta. Bitke pogumnih ljudi, za nas niso zgodbe pozabljenih dni. Za nas naj naša pesem živi, za njih zdaj soncu mi dvigamo pesti. Dvignimo glave za vse, ki trpi, podajmo roke vsem, ki grepeni. Misli premnogi, ki sejejo strah, spreminjamo barve vse človeških glas. Dvignimo glave za vse, ki trpi, podajmo roke vsem, ki grepeni. Misli premnogi, ki sejejo strah, spreminjamo barve vse človeških glas. Samo para naj širi svoj glas. Sanje milijonov nas klijejo v klas. Svoboda je misel posebna kot glas. Svoboda je ogenj, ki gre naš obraz. Bitke pogumnih in srčnih ljudi, za nas niso zgodbe pozabljenih dni. Za njih naj naša pesem živi, za njih zdaj k soncu dvignemo pesti. Dvignimo glave za vse, ki trpi, podajmo roke vsem, ki grepeni. Misli premnogi, ki sejejo strah, spreminjamo barve vseh človeških ras. Naša zastava ni blagovna znamka. Naša zastava je simbol. Naša pesem je poziv in zavest. Kovači smo, ja. Kovači prihodnosti.
Kateri dve koračnici našega legendarnega in tradicionalnega pihalnega orkestra bi bili bolj primerni za mogočen in vesel konec kot ravno Korenjaki in Slovenci? Saj smo to in ono. Želimo vam lep in vesel praznik in srečno! Živo 1. maj!
Skratka, živo 1. maj in nadaljujemo s pesmijo Ne čakaj na maj, plesišče pa je vaše. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mati bo sonce in rože zakaj, zrnička so rožniti cveti, oči žarek sonca cveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mati zeleni trav, srci nič ne čaka, bije tik taka, kliče ljubav.